Hvaljen Jezus, naš odrešenik in dobrotnik. Prav lep pozdrav. Hvala vam, da se združujemo v tem času, ko imamo postne govore na Exodus TV in upam, da vam bo to koristilo v vaši veri in vašem duhovnem napredku. Kajti naš cilj je, da duhovno rastemo do vse polnosti spoznanja Gospoda Jezusa Kristusa, ki je na nek način naselitev duha v naše srce in v našo notranjost. Danes je tema ljubezen in molitev kot zadnji govor v tem mojem nizu, ljubezen in molitev. Jezus je namreč dejal, to ljudstvo me časti z ustnicami in zametujete Božjo besedo, pravi, da učite človeške nauke, a vaše srce je daleč od Boga. Tako se učimo, da bi bila naša molitev danes ljubezen. Oče, prosimo te, da bi bili mi vsi tvoji pravi verniki, ki imamo ljubezen v srcu, in naša molitev naj bi bila vedno ljubezen, to je združevanje s teboj v ljubezni. Pomagaj vsakomur, ki je sedaj pred ekranom in meni, in hvala ti, da te imamo, da si naš Bog. Hvala ti in slava. Amen. Spoštovani, vsi poznamo 13. poglavje pisma Korinčanom apostola Pavla, ko pravi: za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen. Torej vera, upanje in ljubezen. Največja pa je ljubezen. Predtem govori o duhovnih darovih, prerokovanju, o daru jezika, daru ozdravljanja in tako. Ampak pravi, hoče vam pokazati še večjo pot. Večja pot je vera, upanje, ljubezen, največja med temi pa je ljubezen. Lahko bi delal vse, pravi apostol Pavel, lahko bi gore premikal, imel vero močno. Lahko bi, molil 30 rožnih vencev vsaki dan, lahko bi romal vsaki mesec v Medžugorje, lahko bi delal velike čudeže, ampak ljubezni ne bi imel, nisem nič. Lahko bi bil duhovnik, pa ljubezni ne bi imel, nisem nič. Lahko bi bil papež, pa ljubezni ne bi imel, mi nič ne koristi, pravi apostol Pavel. Lahko bi molil ves dan, ampak ne bi bilo ljubezni v moji molitvi, je moja molitev nič, je nič ne koristi. Torej ljubezen daje tisti končni smisel prav vsemu našemu življenju in našemu dejanju. Kako naj mi naredimo našo molitev, da bo ljubezen? Brez ljubezni je vse nič vredno, tudi naša molitev. Tako kot smo v tem tednu govorili, in sicer, da zbrano molimo. Začetek vsega je zbranost, konec je srce in ljubezen. Vmes je pot vere, izpolnjevanja Božje besede in tako naprej, ampak najprej je pozornost. Brez pozornosti ni ničesar. Ni globine, ni razumevanja, ni pravega razumevanja, potem ni pravega razumevanja Božje besede. Torej vse to moramo vključiti, da pridemo na koncu do ljubezni. Pomembno je tudi to, da mi vršimo Božjo voljo, da nismo poslušalci, kot pravi apostol, ampak smo izvrševalci Božje volje, da to živimo. Na nek način tudi, da treniramo ljubezen s svojimi dejanji, da hočemo biti ljubezen do ljudi in ljubezen do Boga, kajti tam se bo Bog naselil in potem bo naša notranjost bo ljubezen. Bog bo prišel svojo ljubeznjo. Torej, moli tudi v duhu in resnici, v svetem duhu, pa v našem duhu. V resnici, torej, da zares molimo, ampak tudi v resnici, ki je Gospod Jezus Kristus, z veliko pisano.
v Jezusu. In potem na koncu lahko rečemo z žrtvovanjem. Žrtvovanje je tisto odpovedovanje, torej vse žrtvujem, vse imam za smeti, pravi apostol Pavel, vse imam za smeti nasproti spoznanja Gospoda Jezusa Kristusa. To je neprimerno več, vse žrtvujem, za vse odstranim. Torej, žrtvovanje pomeni darovanje tisto, na kar smo mi vezani še za ta svet, kar nekaj cenimo, karkoli bi naj pač to bilo, ali neka čast, ali slava, ali karijera, ali denar, ali bogatstvo, karkoli pač imamo, ali zdravje. Vse to žrtvujem za to Božjo pot, za resnico, za to, kar je prav. Vse to žrtvujem na tej poti za Bogom. Samo zaradi tega, ker je ta pot tako v redu, ker so te zapovedi tako veličastne, ker je ljubezen Gospoda Jezusa Kristusa tako velika, ampak tudi zato, ker se me Bog dotika v mojem duhu, on trka na moja vrata in moje srce in jaz to cenim in vse drugo na nek način žrtvujem. Tako pridemo mi do ljubezni. Kaj je pravzaprav ljubezen? Ljubezen je medsebojna privlačnost, ljubezen je enost z ljubljenim, je bivanje enega v drugem, to je ljubezen. Nasprotno temu je pa samoljubje, da ljubim samega sebe, egoizem, da sem egoist, mislim samo nase. In mi, ljudje, ki smo večna bitja od Boga ustvarjena, smo ranjeni zaradi odpada od Boga in zaradi greha. In nismo bitje ljubezni, kakor si Bog želi, ampak to bitje ljubezni moramo postati. Zato, kadar mi izpolnjujemo Božjo voljo, ki je vedno ljubezen do ljudi in do bližnjih in do Boga, uresničujemo smisel našega življenja. Tako je napisal profesor Janžekovič smisel življenja, na koncu je prišel do tega, da smo dober človek, da smo človek ljubezni, da smo človek ljubezni do Boga in do bližnjega. Ljubezen do Boga in žrtev, smo rekli, je povezana. Ne moreš ljubiti, ne da bi žrtvoval nekatere stvari za to ljubezen. To je odpoved zaradi nečesa višjega. In zato nam Jezus pravi, če se vsemu ne odpoveste, ne morete biti moji učenci. Do tega vsemu se odpovedati, takrat, kadar pride v nasprotje ali, torej ali to ali Jezus, potem se mi, ko jasno pride v naše življenje, ali takrat se odpovemo svetu in se odločimo za Jezusa, za Božje zapovedi, za Boga, za njegovo plemenitost, za njegovo kraljestvo, za njegovega duha, ki nas nagovarja. Da bi lažje razumeli žrtev, je nekaj podobnega, kot če, na primer, oče in mama, ki se ljubita, torej ljubezen sta eno na nek način, in žrtvujeta vse za svojega otroka, torej ves svet, vse svoje premoženje, svoje zdravje, vse žrtvujeta, da bi otrok bil srečen. To je ta žrtev zaradi višje ljubezni. In enako je pri Bogu, ker cenimo to ljubezen Božjo in jo imamo radi in vemo, da je to nekaj dobrega za vse, vsemu, kar pa je v svetu, kar svet ponuja, se odpovemo. Tudi nekim telesnim užitkom in drugim stvarem se odpovemo zaradi Boga in zaradi ljubezni do Boga in vse to zamenjamo na nek način za Gospodovo ljubezen. To mora biti tudi naša molitev, mora biti ljubezen, pravi, da smo v ljubezni, vse, kar rečemo, je ljubezen, da razumemo v ljubezni našo molitev. Zato pravi tudi na nek način Božja beseda, ljubezen do dobrote, ljubezen do pravičnosti v knjigi Modrosti, ljubezen do resnice,
Zakaj? Ker to so vrednote, ki same po sebi imajo svojo vrednost in je ne ljubezen do resnice, do tega, kar je prav zato, ker bom dobil plačilo, ampak samo zato, ker je tako enostavno prav in ima vrednost samo v sebi. Ljubezen v Svetem pismu je od začetka do konca in mi smo jo malo pozabili. Ljubezen je bistvena stvar v Svetem pismu, Stare zaveze in Nove zaveze. Jezus nazadnje je rekel, novo zapoved nam ljubezen. Ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil, in potem imamo tisto ljubi druge, bližnjega, kakor samega sebe, ljubi Gospoda Boga, vso močjo, vsem mišljenjem, vsem srcem, torej ljubiš Boga. To smo pozabili, torej v Stari zavezi je ljudstvo tisto, ki naj ljubi Gospoda, in Bog jim vrača ljubezen z vriskanjem, pravi, nemim v ljubezni do tebe, vriskam od ljubezni do tebe in se veselim, pravi Bog. In enako človek bi naj samo z ljubeznijo prihajal k Bogu, ne drugače. To je tisti zadnji cilj, smisel pravzaprav človekovega življenja, da se v ljubezni povežemo z Bogom. In njegov duh nas notranje prežari kot duhovna bitja in nam daje ljubezen in s to ljubeznijo ljubimo druge ljudi. Apostol Pavel pravi tudi mi tolažimo druge s tolažbo, s katero nas Bog tolaži. To je to, da je Božja ljubezen v nas, oziroma Božje ljubezni niso imeli farizeji. Jezus je rekel, poznam vas. In to je smisel človekovega življenja na tem svetu, da se nazaj poveže z Bogom v ljubezni. Sveto pismo, torej Stara zaveza, govori o tej ljubezni in je venomer prisotna, kar mi pozabljamo. V Novi zavezi pa tako Kristus nam je, pravi, potem nam je dokazal, izkazal ljubezen do konca, potem je dal edino novo zapoved, je zapoved ljubezni. In tako naprej. Ljubezen je prisotna v vsem Svetem pismu in ta vidik je bil malo zanemarjen, je pa prvi in bistven. Končni cilj odnosa med Bogom in človekom je ljubezen tukaj na zemlji in potem za vso večnost. Osnova in cilj molitve mora biti ljubezen. Če naša molitev ni ljubezen, če ni doživeta ljubezen, če ni srečanje, če ni enost z Bogom, potem pravi Jezus, da molitev ni dosti vredna ali pa nič. Ljubezen na osnovi pravičnosti, Božje besede, usmiljenja, druženje z Bogom naj bo v naši molitvi. Moli torej v razumevanju, pozornosti, v Svetem duhu in v resnici, veruj, izpolnjuj zapovedi, bodi dejaven, bodi sam dejavna ljubezen do ljudi in takrat bo Gospod zavzel svoj tempelj s svojo ljubeznijo. Če si bomo prizadevali s močjo in se bomo združevali z Bogom v molitvi, pravi potem Pavel še dodaja prošnje in pa zahvale, torej molitvi se pa združujemo z Bogom v ljubezni, bomo tako dosegli cilj človeškega življenja tukaj na zemlji. In to je biti eno z Bogom v Jezusu Kristusu in v duhu ljubezni. Amen. Bog bo zavzel svoj tempelj in se naselil v nas in mi bomo doživljali Gospodovo ljubezen. Naloga, vzemi si čas in moli Oče naš z ljubeznijo. Vsaka beseda Oče naša naj bo razumljena kot ljubezen in trditev ljubezni. Gospod, prosimo te za vsakogar, ki je tukaj, naj duhovno napreduje v ljubezni do tebe in hvala ti, da si nam pomagal ta teden, da se naša molitev izboljša. Hvala ti in slava ti, vsemogočni Bog, po našem Gospodu in odrešeniku Jezusu. Amen. Pozdrav v Gospodu in Božji blagoslov naj vas spremlja
v vašem življenju.